Ja, takrat v 8. razredu, to je bilo leta 1993, sem zasledil na oddaji Tok Tok, ki je vodil Aljoša Rebolj, avdicijo za film. In takrat sem v bistvu svojo življenjsko samoustvarjeno resnico o poklicni poti nekako spremenil. Do takrat sem si želel postati pilot, in potem je ta vloga v bistvu spremenila mojo življenjsko pot. Gledališče in film sta v smislu igre dva zelo različna koncepta. Gledališče je predvsem, bi rekel, ena živa stvar, za katero mora igralec imeti torej, kot za vsako mislim tudi za film, dost treninga in dnevne rutine, skozi katero lahko svojo igro na odru mojstri. Je pa v razliki z filmsko igro, gledališka igra ima drugačne specifične zahteve, predvsem način orientacije na to, čemur rečemo mi četrta stena, torej na gledalce. Pri filmu je pa tako, da res pride do izraza tisti ameriški rek less is more, ali manj je več. Recimo, ker ko je v Karlovih Varih na večjem platnu samo oko igralca, je v bistvu že premik očesa za eno kotno sekundo ena velika stvar, ki deluje, ki diha, ki govori. Tako da razlika je v načinu fizičnega dela. Zdaj, vprašanje mogoče bi ga malo zarotiral in bi rekel, kaj je ljubše. In to je pa od vsakega posameznika odvisno. Jaz sem se takrat 93. leta odločil, da bom filmski igralec, in sem dejansko, glede na pomanjkanje te izobrazbe oziroma pomanjkanje predmetov v kurikulumu AGRFT-ja, mogel tega v praksi naučiti, po stopinjah, kot se reče, per aspera ad astra, skozi trnje do zvezd. Ogromno. Tako, leta 2003, torej 2002 smo snemali Rezervne dele. Takrat se mi je življenje popolnoma utirilo na to pot filmskega igralca. Smo leta 2003 z filmom prišli v tekmovalni program Berlinskega festivala in takrat se je v bistvu zame odprlo neko čisto novo vesolje. Približno tako, kot da bi bil to nek mlad fant, ki bi sanjal o tem, da bo enkrat astronaut v orbiti. In to je bila res izstrelitev v orbito. Je pa bila nekak situacija oziroma resnica tisti trenutek, da nisem bil pripravljen tako radikalnega, res popolnega preskoka v neko popolnoma drugo okolje, ki svetovna filmska zvezdniška scena je. In takrat bi mogel, če bi bil pripravljen, stopiti na linije mednarodnih agentov in začeti mednarodno kariero. Česar pa nisem naredil zaradi tega, ker je bilo takrat doma še dosti dela, nekak izobilje posla in tako naprej, in se takrat nisem za to odločil. Kar mi je pa potem hodil na pot v kasnejšem času, nekje leta 2000, začenjajoč leta 2007,
ko je pa slovenska cineastična kultura začela doživljati največje spremembe v smislu pomanjkanja dela, spreminjanja odnosov znotraj organizacij oziroma produkcij filmskih in samega državnega financiranja, in takrat sem se odločil, da grem v tujino in sem preživel 1,5 leta v Angliji, kjer sem dejansko počel vse, kar so veliki počeli na začetku svojih velikih filmskih karier, od čuvanja otrok do kelnarjenja, do urejanja vrtov in tako naprej. Vmes sem pa pridobival pogoje za sprejetje v angleško federacijo umetnikov, Equity, v katero sem bil sprejet decembra lani, 2012, in imam zdaj vse pogoje za delo v tujini. Mogoče bi tle omenil tri, mogoče celo 4 vloge. In sicer prva generalka, scenarista Andreja Vajevca in režiserja Igorja Šmita, leta 1993, ko sem dejansko res prvič stopil pred kamere in začel doživljati ta filmski svet. Potem rezervni deli Damjana Kozoleta, s katerimi sem nekako začel svojo profesionalno pot v smislu filmske karijere filmskega igralca. Naslednja stvar je bilo sodelovanje z Evropsko filmsko akademijo in Mikeom Figgisom, dvojnim nominirancem za Oscarja za filma Living Las Vegas in Internal Affairs, ki je prišel v Ljubljano z izbranimi mladimi filmskimi ustvarjalci delati masterclass oziroma mojstrsko delavnico, na kateri smo na nek način imeli čast in pridobitev dela z vrhunskim svetovnim imenom, ki je življenje posvetil temu, da je snemal z velikimi imeni v Hollywoodu, denar pa porabljal za svoje eksperimentalne projekte. In takrat v bistvu dejansko doživel prvič, predvsem iz pripovedovanj in iz praktičnega dela, način razmišljanja v smislu priprave in izvedbe velikih filmskih projektov na način, da vsi sodelujoči, torej iz vseh segmentov ustvarjanja filma, sodelujejo ekipno. Potem smo ustvarili tudi eno malo organizacijo, ki se imenuje COMA, Cooperative Masters, s katero smo še zmeraj v navezi. To so danes nekatera velika imena filma, torej filmskih prizorov iz kinematografov. In to mi je dal nekak zagon oziroma utrdilo mojo vztrajnost, ker pri katerikoli poti, ki si jo človek izbere, je bistvenega pomena vztrajnost. In potem še zadnji projekt, ki pa je bil Izhod, ki je nekako eno novo poglavje v slovenski filmski industriji, že iz samega koncepta, akcijsko vzburljivega filma z neko družbeno odgovorno vsebino, predvsem pa iz strani spodbujanja naših gledalcev, ki so, če pogledamo resnici v obraz, nekako mogoče oropani nekega klasičnega svetovnega izdelka iz domačih filmskih delavnic, kar pa film Izhod na nek način spominja predvsem za svojim PR-jem in z vsemi družbenimi omrežji, ki so bila uporabljena, in torej vzvodi odnosov z javnostjo, da se izboljša odnos
filmskih ustvarjalcev do gledalcev, da jim ponudijo, torej, da jim ustvarjalci ponudijo nekaj, kar so sposobni in željni sprejeti in rabijo. Ne. Do sodelovanja je prišlo tako, da eno avgustovsko popoldne, mislim, da je bil torek leta 2006, me je poklical Dejan Babosek, s katerim sem enkrat spostavil že stik, in sicer tako, da sem Damjana Kozoleta poklical v oddajo, ki je vodil Dejan, takrat še na enem izmed ljubljanskih radijev, in mi je rekel, da se me je spomnil, pač, da je moje ime nekako prišlo na površje in da me kliče, da me vpraša, če sem prost, da me zasede za vlogo v filmu. Prva stvar, ki je bila, sem vprašal, kakšna produkcija je to. Povedal je, da je to nizkoproračunska produkcija in da je denarja zelo malo. In naslednje logično vprašanje v smislu nekako zanimanja, torej apetita, ki ga lahko dober projekt spodbudi igralca, režiserju oziroma scenaristu, je, kakšen je scenarij. Sem rekel, da želim, da se dobimo, in so fantje, v bistvu takratni producent in Dejan, prišla od mene na obisk, mi je pokazala scenarij in v bistvu, ko sem prebral, na hitro preletel, ta scenarij sem pristal na to sodelovanje in vse ostalo je zgodovina. Film Izhod na večjih nivojih z uporabo različnih vzvodov komuniciranja, lahko temu rečemo mogoče malo mistično, mogoče malo magično komunicira z posameznikom iz današnje sodobne slovenske in tudi v bistvu svetovne družbe. In ta komunikacija je, da ga poziva k prevzemanju odgovornosti za nastalo situacijo. Posameznik je v današnji družbi zelo oddaljen na rob povzročanja in razume družbo kot neko ustvarjeno resnico, za katero sam ne da ni odgovoren, ampak da je preveč oddaljen, da bi jo sam povzročal. Film Izhod, torej sporočilo filma Izhod na več nivojih je, da gledalca, torej državljana, svetovljana, prebivalca planeta Zemlja poziva k temu, da prevzame odgovornost za svoje povzročanje in da prevzame odgovornost za vse vajeti povzročanja družbe, od kulture, ekonomije, politike in tako naprej. Ker v današnjem času je prišlo do situacije, v kateri moramo stvari vzeti ne v svoje roke, ampak v moč svojega povzročanja. In to lahko edino naredimo tako, da vsi v družbi prevzamemo odgovornost in začnemo za svojo resničnostjo etično komunicirati in jo ustvarjati takšno, kot bi mogla biti. Mogoče bi še k temu vprašanju oziroma odgovoru dodal dejstvo, da je glavni junak, kot ste omenili, Peter Volk, in celotna zgodba v smislu komuniciranja z gledalstvom na večjih nivojih res zelo premišljena. Zato, ker smo imeli med to napovedjo nekih monologov v filmu Izhod, ki so napovedovali prihodnost, ki se je zdaj s koncem leta 2012 res zgodila, ki je bila napovedana že v bistvu leta 2006, to je pred 6 leti, zgodila, in da smo scenarij še dopisali in dejansko samo po pretečenem času in vseh dogodkih, ki se zgodijo in jih film Izhod v vseh svojih segmentih sporoča,
zaključili v eno celoto in dokazali, da dejansko stanje v naši družbi že dolgo obstaja in da je cilj vsem znan. In edini način, da se ta tirnica, po kateri potujemo, spremeni, je, da se zbudimo in prevzamemo odgovornost za ustvarjanje lastne usode. Financiranje filma Izhod izvira iz privatnih virov. Prvič ne prvič, ampak prvič res samo in zgolj iz investitorjev iz industrije in privatnih investitorjev, ki so videli v vlaganju v film za takšno tematiko nek način komuniciranja svojih produktov in svojih dejavnosti z gledalci, omogočili, da se je ta zgodba sploh začela. Nadaljevala se pa ni zato, ker je v določenem trenutku pa teh sredstev zmanjkalo. Tam je prišel čas, da se vključi edina organizacija, od katere se pričakuje, da se nekje v času, ko je produkcija končana, vključi. In takrat je bil to filmski sklad, ki je zavrnil našo vlogo na razpis, kar pomeni, mi smo še vseeno takrat pričakovali, da se bo nekje ta odgovorni faktor države vklopil v sofinanciranje našega projekta, ampak temu ni bilo tako. Problem je takrat povzročalo to, da je bilo potrebno za začetek pohoda v kinih film preslikati na celuloidni trak. To je bil takrat en 5-mesni vložek, približno, plus postprodukcija zvoka in slike. In ker nam je ta srednje visoka 5-mesna številka manjkala, smo nekako pospravili projekt v neko stanje hibernacije, dokler se niso začele stvari, o katerih govori film Izhod, dejansko dogajati zunaj na terenu. Takrat, oziroma zdaj, so bili pa pogoji za vstop v kinematografe že izpolnjeni, ker so naše dvorane slovenske zdaj že praktično skoraj vse digitizirane, kar pomeni, da imajo digitalne projektorje in ni več potrebno vlagati ogromnih vsot v tako imenovani blow-up oziroma presvetlitev na celuloidni trak. Tako da so bili pogoji izpolnjeni, mi smo pač vložili še par mesecev dela in razmišljanja, ki pa zdaj rojeva sadove. Snemanje je potekalo vse skupaj, če prištejemo še snemalne dneve zdaj iz leta 2013 iz februarja, vse skupaj 32 snemalnih dni, kar je relativno malo. Delo z igralci je bilo odlično, zaradi tega, ker je to projekt, ki je bil nizkoproračunski, zato ker so vsi igralci vstopali v ta projekt z nekim lastnim zanosom, v smislu želje po sodelovanju pri takem projektu, ki govori takšno zgodbo. Tako da je bilo res snemanje in tudi sodelovanje v vseh ostalih predpripravah in dejanskem delu na filmu zelo navdihujoče. Vsi so bili zelo sproščeni, dejavni in res pridonašali, tako da nismo imeli nikakršnih problemov pri ustvarjanju tega projekta. Mogoče dobra zgodba z Draganom Bjelogrličem, s katerim smo preživeli 4 dni v Monte Carlu, Monaku in Mentonu, kjer smo snemali te prizore, v katerih nastopa Dragan. So bili res delovni dopust na tem projektu in
komunikacija, pogovori, zgodbe so res nekaj, kar prinese nazaj ves vložek in ves trud v zelo velikem paketu. Snemanje je potekalo na lokacijah v pristanišču, torej Luki Koper, v Ljubljani na več lokacijah in v Monte Carlu. V Monte Carlu smo v bistvu vse posneli na ladji oziroma jahti, ki smo jo najeli za ta namen. Je bil tudi en velik strošek in pa iz helikopterja. Tako da dejansko vse se dogaja na jahti. Ozadje pokrajine Monte Carla je pa dejstvo tudi, da v samem scenariju je bil predviden tropski otok. Torej, Dragan ne bi živel torej naš bratranec Dragan Bjelogrlić v filmu Aleksandar, bratranec Aleksandar bi ne živel na nekem tropskem otoku, kar v tekstu je tudi vsebovano, ampak zaradi tega, ker nismo imeli denarja, da bi res potovali na neko tropsko lokacijo in tam organizirali snemanje v takem obsegu, smo se modro odločili je nekako padla ideja za Monte Carlo, ki je nekako ima vse elemente in morje in neko urbano ozadje v smislu slikovitosti in smo potem v bistvu se odločili za Monte Carlo, ker smo se lahko vsi peljali tam s kombijem in to naredili tam. Dejansko gledano je možno pri vsaki stvari imeti dva pristopa. Pravilnega pa nepravilnega. Učinkovitega, neučinkovitega. Zdaj, glede na možnosti, ki nam jih daje tehnologija, tako danes dober film z dobro idejo posname že ena skupina osnovnošolcev z telefonom, tehnologija obstaja, obstaja pa v komuniciranju z torej potencialnimi gledalci samo dober ali pa slab način. In mi smo uporabili vse vzvode, nam poznane vzvode, da smo nekako približali sam film gledalcem in nekako jih pozvali na, verjamemo, učinkovit način v kina. Da spet nekako mogoče doživijo en trenutek v slovenskih kinih, ob gledanju slovenskega filma, da si zaželijo mogoče še kak izdelek iz naše tovarne podob. V primeru, da bomo v finančnem smislu dobili neko povrnitev stroškov, torej sredstev, ki smo jih vložili v ta film, bomo definitivno razmišljali o tem, da Zoran Smiljanić pa naredi strip Izhod. V vsakem primeru je to ena ideja, ki se je porodila v bistvu na mojem zelniku. Takrat skozi opazovanje vseh teh podob in kostumografije Katje Diktator, ki je torej Diktator Fashion Lab, sem dobil nekako občutek, da bi za neko učinkovito komunikacijo z različnimi generacijami strip bil res dobra izbira. In kar se je tudi izkazalo za dejstvo. In tako smo potem pač z stripom tudi
si pomagali. Sodelovanje z različnimi ustvarjalci glasbe slovenskimi mislim, da je ena logična rešitev, ki bi mogla še več se dogajati v smislu interdisciplinarnega sodelovanja na področju kulture v Sloveniji. Mislim, da je dober vzvod, mislim, da je to edini način, da nekako držimo pri življenju in še bolj vzpodbujamo slovensko kulturo k rasti. Zato je v filmu Izhod uporabljena glasba slovenskih znanih in manj znanih avtorjev iz dveh razlogov. Prvi je, da pomagamo tistim, ki so že uveljavljeni in tistim, ki še niso. Skupina Lilu Žame je nekako bila v mislih od lanskega poletja. Jaz sem dober prijatelj z Lovrom Ravbarjem, saksofonistom in frontmanom skupine Lilu Žame. Sicer pa fante in dekle poznam že približno 10 let, se dosti družimo. Dejan Babosek se je odločil, da bo v eni sceni pač uporabil že dolgo nazaj komad Lilu Žame Night Phone. In potem je ideja sama po sebi vzniknila iz tega, da se nekako vzajemno dogaja promocija na več nivojih, ki pa je tudi videospot, launch videospota, vrtenje videospota v času predpremiere in samega predvajanja filma v kinematografih, se je izkazalo za zelo učinkovito zgodbo o sodelovanju slovenske kulture. Bi pa želeli s tem tudi vzpodbujati vse ostale mlade ustvarjalce, da delujejo na tak način, ker edino z roko v roki nam bo uspelo. Ja, mi upamo, da bo nekako iz rezultata, ki ga bo imel pri predvajanju, se rodil nekje interes slovenskih vzvodov, torej vzvodov slovenske filmske industrije, da pripomore k trženju filma Izhod na tujih tržiščih, mednarodnih festivalu slovenskega filmskega, torej nacionalnem festivalu slovenskem filmskem. Verjamemo, da se bo to zgodilo. Je pa glede na aktualnost zgodbe in način komunikacije, ki ga ima film Izhod, to predvsem predvidljivo. Torej, zaznamuje ga najbolj podajanje resnice. Mislim, da morajo vse generacije se zavedati, v kakšni situaciji živi mladina v današnjem času. In da mladini ni lahko, ker ima ogromno načinov, da zgubi svojo pot, svoj zanos pri življenju in da se pobere, prevzame vajeti svoje usode v svoje roke, kar se že večkrat ponovil, in da začne svojo zgodbo ustvarjati sama, ker namesto mladine ne bo nihče ustvarjal zgodbe. Sem že prej omenil, ena najbolj zanimivih stvari, ki se nam je zgodila, je bil ta delovni dopust v Monte Carlu, kjer smo res kot skupina malo potovali kot ekipa in kot delovna ekipa. Smo se res dodobra spoznali, naredili ogromno dobrih fotk, lepe posnetke iz Monte Carla, uživali, se pogovarjali. Vse je bilo res v enem velikem duhu nekega snemanja na tujem v Monte Carlo, in to je ena zgodba, ki mi je najbolj ostala v spominu.
Jurij Bradač je, jaz sem z Jurijem Bradačem imel kar nekaj pogovorov na snemanju samem oziroma na predpripravah. Jaz sem ne glede na vse skeče Jurija Zrneca in vse ostalo, jaz sem Jurija spoznal kar dobro na tem snemanju. Povedal mi je svojo zgodbo o svoji vztrajnosti in predanosti temu, da živi pač na način, za katerega se je odločil. Casting, torej zasedba Jurija Bradača za točno to vlogo je fantastična. Torej, Ludvik Bagari in Jurij Bradač sta ustvarila en nepozaben kriminalistično-policijski par v slovenskem filmu. Tudi sama zgodba je narejena tako, da komunicira razumevanje torej vseh ostalih razen policistov samih, v smislu, da oni prevzemajo odgovornost in pač, da ne bom odkril cele zgodbe filma, pokvaril užitka v gledanju. Lahko sam za zaključek povem še to, da sta in Ludvik Bagari in Jurij Bradač odlični. Absolutno. Moja zgodba je zdaj taka, glede na to, da imam članstvo v Angleški federaciji, ciljam še na članstvo v Ameriški federaciji in agenta za svoje ustvarjanje, ki mi bo omogočil delo pač po vsem planetu. In zaenkrat se pripravlja en mednarodni projekt z produkcijsko skupino iz Dunaja, ki trenutno snema film z Jean-Claudom Van Dammom v Hollywoodu. Potem pride pa na vrsto po vseh teh dejavnostih naših končna verzija scenarija za film One Night in Vienna, Ena noč na Dunaju. To je ena stvar, oziroma druga stvar. Tretja stvar pa je, da bi želeli nekako neodvisno produkcijo v Sloveniji okronati z enim skladom, ki bi skrbel za razvoj mladih tam, kjer ni poskrbljeno, torej ne skrbi nihče. Verjamem, da vsak izmed slovenskih filmskih navdušencev, torej gledalcev, ki hodijo v kino, čaka na dobro izkušnjo z slovenskim filmom. Obljubljamo naslednje, da se boste iz stola v dvorani vzdignili, vstali kot zadovoljni gledalci. Verjamemo, da je zgodbo filma Izhod pomembno podati. Prevzeli smo svoj del odgovornosti, državljanske odgovornosti za ustvarjanje in podporo slovenskemu filmu je pa v vaših rokah.